Pavel Medvešček, dobrodošel. Pavel Medvešček je človek mnogih talentov in tudi ogromnega, velikega znanja, tudi takšnega, ki ni čisto vsakdanje, vsaj med nami. O tem, da so nedavno še živeli, oziroma morda celo še živijo, in to nedaleč od nas, torej v nam bližnjih krajih ljudje, staroverci, ki so prakticirali ali še prakticirajo neko staro vero, je zaslužen pravzaprav, da se je razširilo prav današnji gost, Pavel Medvešček. Stvari, o katerih se ne govori, preprosto ni. In najbrž je to glavni razlog, zakaj so poslednji svoje vire na nek način Medveščka vzeli ali pa naredili za svojega pričevalca. Namreč, kazalo je, da po stoletjih nekega vzporednega in skritega življenja od sveta in tudi od večinske vire, da pač ne bo na koncu nekoga ali pa nikogar, ki bi lahko predal to sporočilo o tem, da so kdaj sploh bili. In ravno zato so Medveščka zavezali. O tem bo seveda sam več povedal. Nevarnost je bila, da bi nikoli nihče ne vedel, da je neka stara vera obstajala in kakšna je bila. Tudi ne bi nihče vedel, da ali so nam ti predniki, staroverci, zapustili avtohtono, duhovno, materialno ali kakršnokoli že drugo materialno zapuščino. In ravno zato smo povabili Pavla Medveščka, da nam nocoj spregovori o teh rečeh in o teh stvareh. Želim vam zanimiv večer. Pavel, beseda je tvoja. Hvala. Ja, pri taki temi je pravzaprav zelo težko začeti, ker je gradiva ogromno in recimo tisti, ki je prebral knjigo, tudi ve, kako obsežno je to gradivo. Jaz bom začel pravzaprav na začetku. Ko sem imel 18 let, živel sem rodil sem se v Anhovem, živel sem na Gorenjem polju. In mene je zanimalo preteklost. Sedanjost smo živeli, bodočnost je bila itak v megli in meni je zanimala preteklost in zato sem spraševal moje starega očeta, staro mamo, da mi kaj povejo. Oni niso niti vedeli, kdaj je bil staroče rojen, niti kdaj je umrl. Ker so rekli, da to je bilo pred prvo vojno, kdo ve. Tako da jaz v domačih okolici nisem izvedel, kako je bilo nekoč pred 100 leti nič. Je pa res, da je prva svetovna vojna uničila vse zaselke in vasi v Posočju. Ko so prišli domov, so bile vse hiše porušene, vsa polja so bila uničena, vse orodje je bilo uničeno. Niso imeli popolnoma ničesar prijeti v roke, da bi lahko začeli živeti. Prvo so italijanske barake podirali, da so si naredili strehe z pločevino in potem so začeli takoj neke vrtove kopati, seveda semena ni bilo, orodja ni bilo, ker italijanska vojska, ki je zasedla naše področje, je pokurila, tam so bili po zimi in poleti so bili vojaki v teh pločevinah in so pokurili vsa vrata, vse okna, vse pohištvo, tako da so prišli domov, ni bilo popolnoma nič. Popolnoma nič ni bilo in zato jaz nisem bil, to, kar sem zvedel, nisem bil prav zadovoljen. In potem sem se obrnil na župnika na Gorenje polje, sem rekel, če ima on kakšen arhiv, cerkveni arhiv, je rekel, ja, je bil, ampak v prvi vojni je tudi so šle tudi kar debele knjige so šle verjetno so jih uničila vojna. Tako da, potem sem se pa lotil, pa sem rekel, poslušajte, gospod župnik, ta cerkev Gorenje Poljska, ki je 1400 pa nekaj je plošča kamnica, ki je bila posvečena, sem rekel, kako to, da so to cerkev postavili na mesto, kjer ne bi mogla cerkev stati, ker ni bilo prostora.
Ne. Tako da so mogli prvo narediti 7 metrov visok zid proti vzhodu, 7 metrov visok zid proti zahodu, da so potem pozidali cerkev, ker to je bil en kupček, tako en hribček, in tam so tisti hribček raztopili in so potem zasuli tem, da so zazidali cerkev. No in ko so potem hoteli zazidati zvonik, ni bilo nikjer prostora. In so potem mogli za cerkev pozidati, da so naredili še en plato in na tistem platoju so potem zazidali zvonik. In potem so rekel, zakaj to so to delali, rekel, to ne ve, ne. In potem so rekel, lejte, proti severu je še ena cerkev, Krstanica, ki je še starejša od te, proti jugu je spet druga cerkev, ki je tudi gotska cerkev, potem proti zahodu je spet tretja, tako da je bilo na kupu, recimo v kvadratnem kilometru je bilo enih 7 cerkva, ki sem rekel, zakaj toliko cerkva na teh hribčih, ko pa je bila še ena prevelika. Ampak on je rekel, ja, mi ne vemo zakaj, ne vemo zakaj. No in potem, ker v dolini Soče nisem zvedel nič od, kar je mene zanimalo, sem se pomaknil v dolino Idrije, to je bilo proti zahodu, dolina Idrije je bila pa umaknjena od Prve svetovne vojne in tam so ostale vse hiše cele. Edino, kar je bilo problem tam, je bil, da je bila tam meja z Italijo, nova meja z Italijo, in da nisem imel jaz dovoljenja za 100-metrski pas, ker tam sem mogel biti 100-metrski pas, če si prišel kje v 100-metrski pas, da nisi imel dovoljenja, so te aretirali. Vojska te aretirala, kaj iščeš tle. Tako da sem jaz potem samo po vrhu tega kolovrata hodil po hišah in spraševal. No in prvi, ki sem ga jaz videl, je bilo to avgusta leta 51, je bilo, se spomnim, zelo vroče je bilo in jaz grem proti Zapotoku, to je en majhen zaselek in vidim enega človeka, ki je sedel v senci in me je pomahal. In ko sem prišel tje, rekel, pa kaj hodiš te v ličini te okrog? Jaz sem rekel, sem prišel vam pa gledat, jaz sem dolinc, nam so pravi dolinci, ko smo bili iz doline Soče. Ja, potem smo se pogovarjali in sem rekel, vi ste blizu Svetega Jakoba, to je pa za hrbtom proti vzhodu, je bila pa ena cerkvica, je bila pa zgrajena 1300 pa nekaj, je bil Svet Jakob. Je rekel, on tu ni Svet Jakob, to je Škeljak. Jaz sem rekel, na karti je Svet Jakob. Je rekel, ja, ampak na Škeljaku je bilo božansko svetišče, sončno svetišče, ki so začeli zidati v cerkev, so ga uničili. In potem sem rekel, kdo pa so bili tisti, ki so te cerkev zidali? Ja, to so bili naši predniki. Kako ste jim pa rekli? Ja, je rekel, stari ljudje so bili to, mi ne vemo nič. In potem, kamorkoli se je šel po tem grebenu gor, sem spraševal, če kdo ve, kako je bilo pred krščanstvo, predno so zazidali cerkve. Vsi so rekli, jaz si prišel malo prepozno, če bi prišel pred 10 leti, so bili naši še živi. Tako da noben ni hotel nič povedati, samo da so bili, ampak potem jaz grem naprej proti severu, sem prišel že gor na 1000 pa nekaj metrov, ki je bila tudi meja med Italijo in Jugoslavijo. In tam se dobil enega človeka, ki mi je pa začel pripovedovati o maskah, pustnih maskah. In te pustne maske so bile iz bakrene pustne maske. To je bila izjema, jaz mislim, da bakrenih pustnih mask nisem slišal nikjer. Tudi ko sem se pogovarjal v Ljubljani z enim etnologom, ki se je ukvarjal z maskami, je rekel, da on ni slišal za bakrene maske. No in potem mi je ta človek povedal, jaz sem potem vse te maske narisal, ko je on povedal, kako so bile narejene, vse je bilo to narisano. Povedal mi, da sta delala 2 kotlarja, en kotlar je delal v Velendolu in en kotlar je delal pa pri Kuščerih. Tisti, ki je bil v Velendolu, je delal zelo plastično bakreno masko, ta drugi delal pa bolj ploščato.
In vsak, ki je naročil pri njemu to masko, je mogel plačati, kot da bi naredil 2 kotliča, bakrena kotlička, bila cena za tisto masko. Ne. Tako da so ti ljudje, in ta maska je bila pomenila tudi, bila neka vrednost, tako da so te maske bile hišne maske, ki so se potem šli iz roda v rod, so šle te maske do Prve svetovne vojne. Pred Prvo svetovno vojno so imeli še, me zdi, da 1913 zadnjo posterijo, oni so pravili fanterijo, zbor teh fantov je bila fanterija. In tisti, ki je vodil fanterijo, je bil tam močan, so rekli. No in jaz sem njega spraševal tudi, če on kaj ve o teh stvari, ki so bile toliko let nazaj, a je kakšno izročilo. Je rekel, ti pej dol k temu človeku pod mano, on vse ve. In jaz sem šel dol k temu človeku in sem rekel, dobar dan, Janez, jaz sem prišel, da mi poveste kaj o teh starih zadevah, od nekih kamnikov. Je rekel, prvič slišal. Jaz to ne vem prav nič. Kdo ti povedal to? Ja, pa što se ti rekel, da vi vsi veste? Ja, rekel, potem boš vprašati njega, jaz te stvari ne vem. In potem je rekel, a ti poslala policija? A rekel, ne, kakšna policija? Ja, zakaj si prišel k meni? Jaz tukaj me zanima, kaj je bilo nekoč. Jaz rekel, jaz ne videl, če sem tle rojen, pa ja bom vedel, kaj je bilo 100 let nazaj. Pa ja niso padli znavali ljudje. In potem je rekel, a veš kaj, če tako misliš, prid čez en mesec, ampak reč čez en mesec se bom odločil, a ti bom kaj povedal, ne. In ko sem šel ven, sem rekel, jaz pa kaj ta človek rabi en mesec, da sem odločil. In šele kasneje sem zvedel, da on je bil stric in v tistem področju dol je bilo enih 15 stricov, ne, ker strici so bili tisti, ki se ni smel poročiti, tisti, ki si je poročil, je mogel je tudi hiše in si narediti svoj dom. Tisti, ki je pa ostal doma, se ni smel poročiti in je bil stric. In gospodar hiše je bil starejši sin. In ti strici so bili, tam so pomagali delati, so bili vedno skregani z gospodarjem, največkrat, ker jih je preganjal za delo, vse rekel, če že jeste, morate tudi delati. No in on je imel pa problem s temi strici, da si je dogovoril, kaj lahko povemo temu fantu, ki hoče nekaj vedeti. In potem on je rekel, poslušajte, vsak naj se odloči, kaj bo povedal. Je rekel, jaz ste sila nobenega, jaz bom povedal to, kar jaz mislim, vi poveste pa, kar vi mislite. In ko sem prišel jaz po enem mesecu nazaj, je rekel, zdaj imaš možnost, da se boš pogovarjal s strici, ki ti bom jaz povedal. Prvo greš k temu, ki sem šel k temu. Sem šel k njemu, sem napisal, kar mi je povedal, nisem se nič vtikal, prvo sem mogel poslušati Prvo svetovno vojno, ker če bi kaj jamral, bi ga razjezil. Potem, ko bi je prva vojna šla mimo, mi je povedal, kar je vedel, potem sem šel k drugemu, potem sem šel k tretjemu in vsod sem prvič mogel poslušati Prvo svetovno vojno. Ker Prva svetovna vojna je bila za vse te stare ljudi zelo pomembna stvar. No in vsak mi je nekaj povedal in po enem mestu, ko sem jaz obredil te strice, sem prišel k Janezu Strgarju nazaj in sem rekel, Janez, jaz sem zdaj to zbral, a lahko to odnesel? To pa ni tako, veš, rekel, Boba, to pa ni tako. Ti boš me prebral določene stvari od vsakega, da vidim, da te niso kaj okrog prenašali, da te niso povedali nekaj, kar ni bilo res. In potem jaz sem vsakemu prebral nekaj, pa je rekel na koncu, veš, lahko bi ti povedali več, ampak ti niso povedali, ampak vse, kar so ti povedali, je resnica. In sem rekel, a to se pravi, zdaj lahko grem? Ne, rekel, Pavlo, kje pa, zdaj boš mogel prisežiti po oglarsko. Rekel, prvo sem mislil, da bi ti to lahko dal v javnost, ko bi jaz imel 100 let, ampak rekel, pa ja me ne boste takrat gledali še ko v vrtu, da boste govorili o meni. Ti boš to lahko dal v javnost šele leta 2007, ko se bo Lunin kraj spet obrnil proti zemlji, ko je padlo tisti kamen na potoku Dublarcu, to je bil kakor nič kamen, takrat je padel tisti kamen iz Lune dol
In takrat boš ti to lahko dal v javnost, oziroma povedal. Do takrat pa tega ne smeš podati nobenemu. No, jaz, ker so bili oni, so prisegli, da bojo molčali. In sem rekel, če so oni prelomili prisego in da so meni to povedali, bom moral jaz tudi spoštovati to, ker so oni od mene hoteli. In potem jaz sem po oglarsko prisegel, oglarji so prisegli tako, ko so se zbrali, da bojo oglarili, so namočili, so dali v eno šalčko žganje, potem so eno krpico, so namočili žganje in potem so se rokovali toliko časa, da je sklepelo žganje in takrat so rekli, zdaj si prisegel močeradu in če boš to prisegel, če boš govoril kljub temu, da si prisegel, bo prišel močerad in te bo gobtanc pregriznil. In jaz sem lahko to sprejel kot pač dejstvo, da leta 2007 lahko in sem jaz doma vse to zapakiral, zavezal in napisal odpreti 2007. In potem, ker pa sem jaz imel zdaj veliko znanja o tem staroverstvu, sem pa to zlorabil toliko, da ko sem hodil po starih ljudeh, recimo po Cerkljanskem, po Trebuši, tako, pa sem rekel starim ljudem, a ste imeli tudi pri vas Tročan? Rekel, kako pa ti veš, da Tročan? Jaz rekel, ti izmem, ne? In potem so mislili, da se jaz del teh starovercev in so me potem oni veliko stvari povedali, ker bi mi drugače povedal. Ker jaz sem potem par takih stvari povedal, ker ta starovera je imela zelo podobne stvari. Niso bile 100% enake, recimo v Trebuši kot v Volčanskih Hrutih, ampak so bile zelo podobne. Tako da sem jaz potem dobil podatke od teh ljudi starih in sem si zapisoval naprej samo to, kljub temu, da bi lahko tisto objavil, sem jaz vse zadržal. In ko je prišlo leto 2006, je moj takratni prijatelj, podobnik, prišel k meni in rekel, Pavlo, ampak jaz nisem prisegel. Ti lahko daš meni, da bom prebral, da se bom pripravil, ker jaz bi rad to knjigo izdal, jaz, kot je on izdal prvo knjigo o Leči Lužino senco, je izdal podobnik, bi rekel, zdaj bi jaz tudi to izdal. Samo ko je videl, koliko je gradiva, je ugotovil, da on takega denarja nima. In potem tista knjiga ni šla nikamor, dokler se ni oglasil doktor Pleterski iz Sazuja in je rekel meni, a ti imaš res neko gradivo o staroverstvu? Sem rekel, jaz imam. Je rekel, pa koliko je tistega gradiva? Jaz rekel, jaz ne vem. Sem rekel, jaz imam doma 2 zaboja map in noter je vseh sort. Je rekel, a bilo pa ti tiste mi pokazal. Sem rekel, koliko pa rabiš teh map? Ja, rekel, 10, 15, vse pa dobro, pa prinesem 15 map in smo nesel v Ljubljano in on je potem tisto pregledal, prebral in je rekel, bomo tiskali. Bomo tiskali in se je potem ta knjiga je prišla takrat ven. Ampak na Sazuju so bili prepričani, da ta knjiga ne bo zanimalo nobenega. Da to je gradivo, ki ne zanima nobenega, zato so se dajali ali 500 izvodov ali 700 izvodov. In Pleterski je rekel, na mojo besedo, dajte tiskati 700 izvodov. In potem 700 izvodov je šlo v lufto po koncu. Potem so naredili drugo izdajo, zdaj je tretja izdaja že zunaj. Tako je bila zgodba o tem staroverstvu. Zdaj je tako, staroverstvo je bilo ker ti staroverci so bili vsi krščeni. Vsi so bili krščeni. Ko sem prišel jaz s Janezom Strgarjem, je imel svetega Antona, je bila tam Marija, pa sem rekel, pa kaj je to, Janez, kaj je to? Ja, rekel, poslušaj, če se ne bi potuhali, nas ne bi bilo. Mi smo se mogli potuhati, mi šele zvečer, ko smo zaprli vrate, smo bili staroverci. Drugače smo bili s temi domačini enaki. Edino to, da so nam rekli, da ne spoštujemo grobove starih,
ker oni so verjeli, da ko človek umrje, gre z njega duhec in se naseli v drugo telo. Oni so verjeli, da življenje teče iz telesa v telo, da je neskončno, da je to kolo življenja. In zato so oni niso skrbeli za grobove, ker oni so vedeli, da tam telo se glije kot drevo, vse, kar je na tem svetu, in zato niso skrbeli, in zato so jih oni skozi pravili, da kako da ne skrbijo za to. In potem so začeli tudi oni malo skrbeti za svoje pokojnike. In oni so se pravzaprav, če bi oni spregovorili, je pa zanimivo tudi to, da po prvi svetovni vojni na tistem področju ni bilo niti ene družine staroverske, niti ene. So bili samo šestrici. Ampak vsi tisti, ki so potem bili v tej večinski veri, so oni pravili, nobeden se ni upal izdati, recimo, Strgar je živel na Strgariji. Nad Strgarijo so bili vrhovci, jug. Mama od Strgarja je bila Jugova. Jugovi so bili vsi, potem so hodili hmaši vsi. Ampak je bilo zanimivo, da Jugovi, ki so vedeli, da je Janez staroverc, so molčali. Molčali so pa zato, ker so se bali črne vahte. Stara vera je imela črno vahto, če je kdo kaj naredil članom z te stare vere, je Dehner, ki je bil vodja tega, naročil, kako se morajo maščevati. Ampak nikoli niso oni šli, recimo, jaz poznam samo en primer. Tem v to dolino je prišel en mlad fant, ki je bil nazakovski sin in je živel pri enemu kmetu z mamo. In ko je mama eno noč izginila, ne vem, kam je šla, lahko je šla tudi s kakšnim človekom proč, ga je ta gospodar nagnal in rekel, pejdi, če nimaš ti kaj delati, pankrt, pejdi. In je ta človek tavil, ta otrok, in je tam hodil okrog ene hiše, in tam je eden staroverc ga je povabil, rekel, predvsem, jaz sem sam, te boš pri meni. In potem ta mladenič se je nalezel tega staroverstva in je imel pa enega prijatelja v dolini Soče, in ko je temu fantu umrla mama, je on šel na pogreb. In ko je prišel pred hišo temu prijatelju, je šel k njemu in so njemu dali križ, da bo nosil križ, ko bi šli na pokopališče. In ta fant, če si držal ta križ, pa ni vedel, kaj narediti, ga je prislonil zidu tam pred hišo in je šel k prijatelju. In potem so šli na pogreb, so prišli domov in potem je ta fant je bil pa temu prijatelju, rekel, zdaj se te ni moral domov, ker je tema. In je šel in ni prišel nikoli domov. In potem je ta človek začel iskati tega fanta, in njega ni bilo nikjer, in je potem šel k Dehnerju in je rekel, poslušajte, on je prišel